Vozim po cesti do Ljubljane, tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo tako me gane, da oko zarosi in v hribe ujame. Drage moje legende, vsak ste na svojem področju v glasbeni karieri dosegli praktično maksimum. Pa vendarle, dva sta bila na Evroviziji, dva pa še čakata. Čeprav, Wolf, ti si z eno nogo že skoraj bil, a ne? Jaz sem že bil, sem ne sam. Sam ne sam. Ja, kaj je bil, Izolda in Kalendar, ne? Takrat smo malo pomagali. Si bil... To je bilo isto leto, ki je Randevu tretjo nagrado prinesel v Slovenijo. Miran, kako pa je svoj spomin Zagreb, Toto Cotuniom zmagati? Bom rekel, lepa vazica, ki se odpira, bom rekel, mogoče nekje okrog marca vsako leto in definitivno bil sem tudi trikrat na izborih praktično. Nisem se uvrstil nikoli, ampak bom rekel, s Pepirom in Krim je takrat ratalo, naprimer, in res ena lepa nagrada doma stoji. Kako recimo danes po 30 letih oziroma še majčkeno več gledate na ta dogodek glasbeni, ki je največji v Evropi, še vedno? Vedno proti koncu leta, kadar delamo kakšen dober komad za naslednjo leto, razmišljam o tem, da bi mogoče šel tudi na Eurovizijo, na izbor, ampak me mine potem, glede na to, da kadar zmagaš, praktično je to totalno brez veze. Vse je drugače, kot je bilo takrat, tega se tudi zavedam, ampak bom rekel, res lepa zmaga pred 30 leti. Naj bogovi slišijo, gospod Resnik? Ja? Bogovi še vedno poslušajo Resnika? Še vedno me imajo zelo radi, doživel sem to, kar sem sanjal in kaj če neč drugega. Nepozabni trenutki, veliko odgovornosti, ja, to je pa dost. Še zmeraj sanjam, ne, sem dosanjal in sem zelo vesel in ponosen to, tako da zastopa svojo državo, to je največ. Miki, kaj pa vi čakate? Jaz bi jo tudi, če ne bi Resnik na istem tekmovanju slučajno zmagal. Sem to bila Štela takrat. Ja, točno, vi ste bili točno z Viktorjem. Ja. Kjer je komaj ti bi živ? Zapri oči. V bistvu, če bi mi zmagali, bi pa tudi mi bi zmagali na Eurosongu, pa tudi on ni, Ja, ne? jaz nisem. Zato, ker potem je zmagala pesem, ki je bila točno v takmu džiru, ne? Se pravi, Torej, dragi Slovenci, narobe ste naredili, da ste izbrali Resnika, ampak Resnik bi zelo vesel. Viktorji bi mogli takrat zmagati, ampak nič hudega. Koliko pa je plačal takrat Resnik? Res to, tako ostali niso mogli sanjati, tako da oprostite, kdor ima, pa ima, jaz pa imam. mi še nismo imeli takrat denarja, no, zdaj morda. Zdaj bi mi mogoče konkurirali, to pa priznam, ja, res je. Ampak je bil pa ta mega hit za pri oči, res mega hita, ne? Tiste Eme je bila res kvalitetna, tudi Viljev komad ni bil tako švo. No, ja. Ni bil To je bila zdaj napačen, pohvala še vedno. Lahko takrat še, se pravi, Magnifico je bil še za Silvijo. To smo 3 komade, spravim, ki so obstajali iz te Eme, no, pa še zmer se vrtijo, no, tu in tam. Tudi ta Silvija je bila... Ampak je pa Resnik pa nekje ven štrli. Resnika, sploh ne treba, da je odzune, zato ker Resnik, ko poje na nastopih, ljudje pojejo. In meni je to največ, vse stalo me pa ne zanima. In tudi pojejo še o Nešeri. Seveda, že tudi 40 let skoraj. Ja. Pa res ste stari. Ne bomo zdaj o malenkostih, prav? Smo se zmenili že prej. Ok, sorry. Normalno, da O Nešeri je pesnica, ki je šla v srca Slovencev že leta nazaj. Tudi mladi zdaj jo poznajo in tudi z mamo pojejo. Jaz vedno, ko grem kamorkoli, grem za... More peti moje komade. Šeri, tako bomo vedno pojem, tako da lej. Mi dela reklamo. Koliko so bo preteklo, nekaj tazga, ne, mislim, Če bi videl malce zamenjala vlogi, ja, se bo zmenili, samo Ja, jaz bom malo nižji začel peti, pa hripal. glede na to, da ste sedaj združeni v legende, kaj če bi šli z 4 na Eurosong? Zanimiva ideja, ja. Zanimiva ideja, res tega pa nisem niti... Mislim, da bi bilo prelahko, ker pač zmaga je bila kar naprej že jasna, čigava je bila, ne, naša. Ne. Jaz sem rekel tako, blazno užitek je poslušati glasbeniki, ki so optimisti. Ampak fantje, sedla je pa čist druga, veš, kje pa te že, nažalost nimamo šans, ker pridejo vrhunski pevci, mi smo pač tisti, ki zabavamo ljudi in te napridejo na zmago. Ampak imeli bi najboljši scenski nastop, Resnik bi laufal vse posod. In tudi najboljša je zelena dežela oziroma dolina, kako bo s tem skupaj... Seveda dežela, ne? No, glede na to, da smo iz Zasavja, je vse v dolini, a ne Wolf. Vedno rečemo, gremo v dolino. Skupaj držimo. Dragi gledalci, to so pa Zasavci, ki skupaj držijo. Zato najraje pojejo. Kolega,
takoj vidim ga. To so pa Dalenci. Jo, to pa jaz pa Delen. Wolf dobro veče rečemo, gremo v dolino, a ne? Kamorkoli gremo, gremo v dolino. Skratka, kako je s tem sodelovanjem, druženjem, novo priredbo? Jaz sem ponosen na pesmico, sploh da so zapele take legende, namreč jaz sem v bistvu pridružen član teh legend. Mislim, da so me vzeli zato, ker sem najmlajši, v bistvu sploh ne pašem k tem starcem zraven. V bistvu so za lepote, pa mladosti so enega rabili mladi in so potem mene vzeli, tako da sem jaz v tem kvartetu zato, da dajem to mladost in lepoto. Če malce samo zmotim, to je tisti drobni tisk, kot te vidimo v nekih reklamah, a ne? Ti imaš pa dobre ledevice pol. Ja, mama, oje, že da jedra. A jedra, sorry. Torej, zapeli smo pesem, vsak je zapel en part pesmi Zelena dežela. Mislim, da je s komorkoli pokažem, vsakemu vzbudijo neka nova čustva. Ako ravno je težko narediti, že original je lep tak, več kot 20 let stara pesem, zmeraj je težko narediti priredbo, ki je dobra, oziroma mora biti boljša kot original in mislim, da nam je tokrat ratalo, da komorkoli sem pokazal, so bile neke emocije, so rekli, wow, to je pa res dobro. Boste še kaj v bodoče kaj skupnega pripravili? Morda kateri Rudanov komad, Wolfov in seveda od Boga? Nikoli ne veš, zato bomo rekli, pustimo se presenetiti. Jaz mislim, da bo to kar nas samo naplavilo, ne delamo si prevelikih planov, ampak že to, da se družimo, je velika stvar, kaj ti tole, kar vidiš pred sabo, je Nismo se še skregali, naprimer. tako, slovenski star cvet, nekdo mi je rekel, da to je kot briljant, ki morda malo izgubi sijaja po tolikih letih, če ga pa zbrusiš, je pa naenkrat postane najboljši. To za sebe govori, no. Vse vmešuje noter. Torej po vseh teh 30-40 letih poznate skrivnosti Niti ne, Zato se pa ne skrivamo, ker se upamo, ker vsi poznamo vse. Tako je, ja. Okay, Kdo pa je najbolj zaje, kot je prej gospod Resnik rekel? Jaz ne bi nikoli povedal. No. Pa ti ne bi zdal. Ja, nekaj. Ne, vsi. Ne, vsi smo res taki. Jaz sem v glavnem med najbolj nežnimi tukaj. Nežna duša. Za Za Savc, mat. Skratka, za konec poletja je tukaj, kako ga boste preživeli, gremo kar z mojo desno, Miran. Delovno, pa tudi malo pobegnem na morje, kaj mnoga bomo delali že spet, to pomeni si rabiš neko določen čas tudi. Drugače pa bom rekel, bojim se, da bo hitro to vse skupaj šlo, tako kot je šlo celih to leto za nazaj. Jaz sem trenutno na morju. Še v tem boš Ta moment, ne? Ja. Moja boljša policija je na morju, se kopka, jaz sem pa klele 4 ure vozil, zmes so me nagnali, 1 uro skoraj na testiranje nazaj na Hrvaško. Nisem, vedno sem negativ. V glavnem, in zdaj sem pa tukaj, evo, prvi sem prišel danes skoraj, no. Ne, jaz sem bil prvi, to vedno. A ti si bil? Ja, okej, pa sem bil pa pred Mikijem, Miki je bil zadnji, no. Najmlajši prije na koncu. Pa ne, veš kaj, on je z Ljubljane, pa rab malo več časa. On je plačnik pijače, ki gre. A ja, tako. Zopet. Čak, to moram kupiti. Nekako je vesel zdaj. Zdaj si ti ne ste bili. Pa Vili je že zaslužil danes zjutraj ob 6, veš. Ja, ma se že dal zdaj. Je že V dal. bistvu je Miran najbolj priden, včeraj je imel še generalko do 11-12 za poletno noč, ne. Tako da, gospod Resnik, pa vi? Ja, nič, kaj bomo mi delali? Doma bomo ležali v bazenu, lepo se kopali, uživali v življenju, pa seveda špilali, tako kot je. To je to. Še mit? Predvsej podobno, veselim se odpiranja, upam, da se bo končala ta tragedija, ki smo imeli, zdaj smo bili deležni vsi 1,5 leta, da se bo to počasi končalo, da bomo prišli spet na odre, tam, kjer smo nekoč stali in da se bo stvar povrnila v normalo čim prej. In še enkrat veselim se tega, kar smo naredili skupaj in ponosen sem.